Ko se svet poslavlja od papeža Frančiška, ostaja svetla sled nekoga, ki ni želel biti zgolj nekdo na vrhu, temveč brat, oče in predvsem pastir. Svet se poslavlja od nekoga, ki je, kot usmiljeni Samarjan, znal ustaviti svoj korak, pogledati ranjenega in se mu skloniti. Bil je papež, ki je izbral bližino namesto vzvišenosti, dotik namesto distance, ranljivost namesto moči. Bil je Frančišek kot svetnik, po katerem si je izbral ime, ki je bil znan kot asiški ubožec in je svoje življenje posvetil služenju pomoči potrebnim. Svojo vizijo cerkve je papež Frančišek začrtal že zelo zgodaj. Cerkev mora biti kot poljska bolnišnica, torej tista, ki je prva pri ranjenih, torej tista, ki je blizu tistim, ki trpijo. To ni bila zanj zgolj metafora, ampak smer njegovega pontifikata, od struktur k ljudem. In prav ta prehod je najlepše utelešen v liku usmiljenega Samarjana, ki se ne ukvarja z vprašanjem, kdo je pretepel človeka na poti, ampak s tem, kdo potrebuje pomoč. Papež Frančišek si torej želi, da je cerkev tam, kjer ljudje krvavijo, in evangelij, ki ne ostanejo na papirju, temveč gre ven, na ulico, k ljudem. Papež Frančišek je duhovnike vedno znova in znova vabil, naj bodo pastirji, ki so blizu svojim ljudem, ne pa upravitelji, ki vladajo iz zatohle in hladne pisarne. Lahko bi dejali, da gre za pastoralni zasuk. In tudi pri samem razmišljanju o teologiji je papež Frančišek dejal, da teologija ne more ostati na pisalni mizi, ne more biti več abstraktno ponavljanje shem preteklosti, ampak mora postati dialoška, odprta, predvsem pa usmerjena navzdol, konkretnemu človeku. To je teologija pastirja, ki se ne boji vonje ulice in prav to je cerkev, ki jo je papež Frančišek želel. Sinodalna, sodelovalna, vključujoča. Moralni teolog in duhovnik dr. Gabriel Kavčič je dejal, če bodo papeževa opozorila pomagale pri tem, da se predavatelji teološki ved in pridigarji zamislimo nad svojo razumljivostjo pri podajanju teologije, torej nad tem, ali ljudje sploh razumejo, kaj jim hočemo povedati, bo že veliko storjenega. Papež Frančišek ni nikoli želel biti prepoznan po novosti nauka, temveč po svežini evangeljskega pričevanja. Njegov pontifikat, čeprav izrazito drugačen, se jasno nadaljuje v nauku svetega Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Zlasti v temeljnih antropoloških resnicah o človeku, sakramentalnega življenja, nerazvesljivosti zakona, ljubezni do Evharistije in obrambe dostojanstva človekovega življenja od spočetja do naravne smrti. Morda je res papež Frančišek to pokazal na drugačen način, da je lahko slog tudi drugačen, a vedno je ostal zvest temu, kar cerkev v svojem bistvu je, Kristusovo telo v zgodovini, vodeno po Svetem Duhu. Papež Frančišek je to kontinuiteto živel, a jo je tudi utelešal na svoj način, tako kot to stori vsak papež. S tem ni razbil enotnosti cerkve, ampak jo je obogatil svojo izkušnjo, ponižnostjo in evangeljskim žarom. Vprašanje zvestobe pristnemu cerkvenemu nauku je bistveno vprašanje poslanstva vsakega Petrovega naslednika. Ampak papež ni lastnik resnice, temveč njen varuh in predvsem služabnik. Nauka ne ustvarja, ampak ga z avtoriteto razlaga, vedno v povezavi s Svetim pismom, tradicijo in cerkvenim učiteljstvom. Ta trojna povezanost s Kristusom, cerkvijo in resnico je srce cerkvenega učiteljstva. Papež Frančišek je to zvestobo živel, morda ne vedno na način, kot so nekateri pričakovali, a v duhu hermenevtike. Ni prinašal novega nauka in ni spremenil nobene temeljne dogme vere, ne na področju morale, ne glede zakramentov, ne v družbenem nauku cerkve.
Njegov pristop je bil pastirskega značaja, ne doktrinarno samovoljen. Njegov jezik je bil nov, a vsebina močno evangeljska. Od papeža Frančiška smo se poslovili v velikonočnem času. Zagrebški nadškof in metropolit monsignor dr. Dražen Kutleša je dejal: Trpljenje papeža Frančiška je bilo trpljenje pastirja, ki trpi za svojo čredo zaradi notranje bolečine, ki izvira iz nerazumevanja, odpora in nesprejetosti, celo znotraj same cerkve. Papež Frančišek je bil pogosto izpostavljen očitkom in obtožbam z različnih strani. Nekateri so ga imeli za preveč modernega, drugi za premalo progresivnega. Eni so mu očitali bližino z ljudmi na obrobju, drugi pa molk ob ideoloških napadih. Ni trpel zaradi notranjega preganjanja, temveč zaradi bremena službe. V njegovih govorih, v njegovi tišini se je čutila teža odgovornosti za duše, ki so mu bile zaupane kot Petrovemu nasledniku. Papež Frančišek je živel torej to, kar je oznanjal. Cerkev kot poljsko bolnišnica, ponižnega pastirja, ki se odpoveduje moči in zunanjemu sijaju. In sedaj zapušča nas kot pastir, ki je odprl vrata, ki nas je spomnil, da biti kristjan ne pomeni imeti vedno prav, ampak predvsem imeti srce. Srce, ki ljubi, srce, ki sprejema, srce, ki spoštuje. In se zavedati, da je Bog oče, ne nadzornik, in da je cerkev mati, ne sodišče. In papež Frančišek nam zapušča eno veliko prošnjo, da se ne vrnemo nazaj, da ne zaklenemo vrat, ki jih je tako rad odpiral, in da ne pozabimo, da nas mora voditi bližina. In predvsem, da ohranimo cerkev, ki diši po bližini človeku in Kristusu.